Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji V zakulisju. V tokratni oddaji se bomo pogovarjali s predsednikom Sveta krajevne skupnosti Izlake Sašom Vučkom, ki je tudi občinski svetnik. Sašo, živjo. Igor, zdravo. Marsikaj se na Izlakah dogaja, ampak tisto, kar smo pa po nakupu medijskih toplic pričakovali, da se bo začelo dogajati, da bodo po dolgih letih medijske toplice zaživele v polnem sijaju. Pa po tisti seki dreves okrog medijskih toplic ni nič. Imaš kakšne informacije? Ja, res je, Igor. Moram reči, da na začetku je bilo kar veliko dogajanja. Moram reči, da jaz sem bil zelo vesel, da se je ta saga z raznimi dražbami končala. In tudi zelo presenečen, tako pozitivno nad hitro odzivnostjo in pričetimi začetnimi deli, predstavitvijo projekta. Ki je megalomanski, Tako, ja. če mene vprašaš. In ja, do tiste sečnje dreves je v bistvu vse nekako kazalo na nek tak konstanten odvijanje dogodkov, se pravi pripravo dokumentacije in tako naprej. Zdaj pa kar nekako zadeva zamrla. In veš, kaj Izlačani rečejo? Ja, seveda, zdaj Spet spet smo v nekem špekulativnem nakupu, a ne. Čeprav, bom tako rekel, no, z gospodom Krajncem sva imela nekaj telefonskih pogovorov, sicer midva bolj kot ne vzdrževalne narave, ker nam je v interesu, da vsaj okolico držimo v nekem takem primernem izgledu, glede na to, da je šosejen se tam okrog gibajo in otroci, pa je le vstop v našo Zagorsko dolino, a ne. Potem pa je tudi ta komunikacija nekje zamrla. Vem, da vmes smo prosili za dovoljenje, da bi gasilci izvedeli sektorsko vajo, pa ni bilo pa več niti odgovora. Tako da, kar se pa ostale komunikacije tiče, pa strani občine to kar bolj kot ne taka tabu tema, se pravi, ne sprašuj preveč in bomo videli. No, upam, da je razlog zgolj podražitev surovin, pa da malo čakajo na ugodnejše pogoje za gradnjo. Mimogrede, snemava v prostorih krajevne skupnosti Izlake. Ne vem, vmes se sliši eno brnenje. Je to peč? Ne, ni peč, to je pač električna napeljava. Tako da ja. To je to, brnenje električne naprave, ne? Tako, ja. Tako da ni kamera, ne? Ne, ni kamera. Ja. Midva jo slišiva. Ostaniva še malce pri medijskih toplicah. Zdaj, ko je bilo to prvo sneženje, kar precej moker dež, tam je tudi nekaj, mislim, da zaščitenih dreves, platan. Nekatere veje gredo tudi na to regionalno cesto skozi Izlake, ki je na najbolj prevoznih. In moram reči, da tam spodaj ne le voziti, tudi hoditi je kar precej nevarno. Kaj sploh lahko tu stori krajevna skupnost? Ja, Igor, tukaj smo namenili že kar nekaj pogovorov, ampak seveda mi nismo lastniki zemljišča. Vmes je bila v bistvu to, se pravi, banka in nismo dosegli nekih kompromisov. Dejansko te platane so zaščitene in tudi ta območje, kjer je tudi piramida, spomenik Janezu Vajkardu Valvazorju, je v bistvu zaščiteno, tako da recimo poseg oziroma oceno nevarnosti lahko poda le strokovna služba. In zdaj, če nekih
nekih, kako bi rekel, pravih lastnikov ni, tudi na to ne moremo vplivati. Je pa nevarno, res so te platane zelo stare in tudi, ko smo se že vmes pogovarjali z recimo arboretumom, je že taka neka neformalna ocena, da so dosegle svojo starost in bi bilo potrebno to zadevo urediti. Kdo lahko to stori? Oziroma, dovolj je samo pobudo? klic, naročilnica arboretumu in je zadeva urejena. Saša, glede Medijskih toplic me še ena zadeva zanima. In sicer, vsa ta leta, tudi ko so delovale Medijske toplice, tam pravzaprav so avtobusi ustavljali, bilo je avtobusno postajališče, veliko potnikov, turistov je, recimo kopalcev je tam izstopalo iz avtobusa, ampak še vedno avtobusno postajališče v katastrofalnem stanju, ker lahko rečem, slaba podoba tako za Izlake kot za samo občino Zagorje, niti ni prehoda. Dej to malce razloži, ne, kar se tiče prehodov za pešce, ne. Marsikdo misli, ne, da je država tista, ne, ki mora to kar narisati in je to na pobudo krajanov. Ampak mora občina najprej nekaj postoriti, ne? Ja, res je. V bistvu se v sami občini predvsem bolj te okoliški kraji, kjer ni center mesta, soočamo kar na večjih mestih z pomanjkanjem prehodov. Pa tudi avtobusnih postajališč urejenih, ne? Tako je. Glavni razlog, zakaj recimo ni potem tistega glavnega soglasja DRSI-ja, je ta, da sama občina ni poskrbela za izgradnjo osnovne infrastrukture. Se pravi, predpogoj za uspešno izpeljan projekt umestitve prehoda za pešce je, da je na vsaki strani cestišča tudi pločnik. Se pravi, ker prehod za pešce mora voditi od pločnika do pločnika. Z ene strani ceste na drugo stran preko pločnika, ne? Preko pločnika, tako. Zdaj pa, če jaz prav razumem, pred nekaj leti sem se informiral, ko vem, da dolga leta ni bil zgrajen prehod za pešce oziroma zarisan na Mlinšah. In mi je bilo res čudno, za cesto je zadolžena država, recimo, ne? Če govoriva o regiji. Za pločnik pa občina. Torej je krivda, lahko s prstom pokažemo, kjer pločnika ni, kjer prehoda za pešce ni, na Izlakah jih je pa zelo malo, mimogrede. Ja, krivda je v bistvu na strani občine, ker mora ona poskrbeti za pločnik. Vem pa, da že pred leti, ko sem bil tudi sam del sveta krajevne skupnosti, smo tudi tam pri Etiju, kjer prav tako ni prehoda za pešce, pošiljali na občino veliko teh pobud, da naj se vendarle to uredi. Podobno je tudi pri Medijskih toplicah, podobno je tudi v Podlipovici, pa še naprej. Torej, kaj lahko pomaga? Večji javni pritisk na županovo ekipo je kaj? Ja, zdaj pritisk se dejansko izvaja, ne, ampak efekta ni. Tako da jaz mislim, da tukaj bo tudi sama občinska ekipa preprosto morala prisluhniti ljudem, kaj dejansko potrebujejo in se lotiti sistematično urejanja teh stvari. Jaz verjamem, da je za naenkrat veliko. Tudi finančno verjetno, če greš graditi pločnike. Seveda, finančno je velik zalogaj, pa je zraven potrebna pol še dodatna infrastruktura, tako ali drugače. Ampak še vedno je pa treba vedeti eno stvar, ne. Saj pločnik, pa na pločnike se opozarja že dolga leta. Tako da recimo, če bi se sistematično lotevali urejanja teh stvari, jaz mislim, da bi bila situacija dosti boljša. Pa marsikateri opozovalec, ki spremlja, sploh ki ne živi v samem centru Zagorja, ki recimo na obrobju občine Zagorje živi, opaža, ne, da se nekako ureja, krasi center Zagorja, vključno s temi stopnicami nasproti Špara, katerih sem sam bil že pogosto kritičen, ogromno denarja se je še tam zapravilo.
pa si rečeš, koliko pločnikov, ne, hodnikov za pešce bi bilo zgrajenih s tem denarjem, pa mimogrede potem tudi prehodi za pešce narisani, ne, in s tem večja varnost. Večja varnost. Treba je poudariti, da je bilo že kar nekaj hujših prometnih nesreč, ki so bili tudi otroci udeleženi, tako da jaz se samo bojim, da je le to merilo, da se nekaj premakne v zadnjem času. Verjetno se strinjaš, ne? Izlake so najbolj poznane po tovarni Eti, po Medijskih Toplicah, ne? Upajmo, ne? Da se bo vendarle kaj začeli premikati na tej strani, pa po Valvazorju, ne? Zdaj, Medijski grad pa tudi ni v dobrem stanju. Se mi zdi, da te ruševine še bolj propadajo. Kaj lahko krajevna skupnost, razen tega, da opozarja, tu sploh stori? Ja, krajevna skupnost je v zadnjem času, sploh ko je novi svet začel z mandatom, smo, moram reči, sistematično želeli pristopiti k ureditvi in raznih informativnih tabel, se pravi povečanja, se pravi prepoznavnosti teh naših zgodovinskih dejavnikov, ureditve pešpoti, ampak večina teh, se pravi, zemljišč je v privat lasti in kot predstavnik krajevne skupnosti želiš, da se neka stvar uredi, mogoče izboljša izgled, olepša. V primeru Medijskega gradu celo samo zavaruje, ker pač zadeva, ki zdaj propada, počasi ratuje, že zelo nevarna za vse, ki se tam okrog zbirajo in zadržujejo. Naletiš na ta odpor, oziroma bi rekel oviro, no, da ne bom preveč napačnih besed uporabil, izgovor, da pač to je v privatni lasti in občina pač žal ne more tukaj narediti nič. Jaz mislim, da vse se da, če je le volja, in mislim, da dejansko premalo namenjamo pozornosti tudi naši kulturni dediščini. Če se malo ozreva naokrog, tudi grad Gamberg, zelo lepo je bil saniran. Za časa, ko je še živel Marjan Klančnik. Ja. Res, da je on sam vnesel v ta projekt veliko energije. Tudi denarja, mimogrede. Tudi denarja. Ampak če neka skupnost zazna privlačnost nekega projekta, pa če se zdaj ozreva oziroma vrneva na Medijski grad, tudi sama lokacija, primernost za razne prireditve, treba je poudariti, da tudi kulturno društvo lepo organizira Valvazorjeve večere, je treba to negovati oziroma dvigniti na nek višji nivo. To je dejansko le naša identiteta in naša zgodovina. In tukaj bi bilo res treba več posluha za te stvari. Tudi sami lastniki bi bili pripravljeni mogoče na kakšen večji kompromis, če bi začutili neko podporo. V tem primeru so pa le omejeni z zaščito objekta, po drugi strani pa nimajo nobenega manevrskega prostora, kako zadevo olepšati, izboljšati, obvarovati. Sama krajevna skupnost pa razpolaga z zelo mizernimi finančnimi sredstvi, pa še tisto gre, kolikor vem, za posamezni projekt prek občinskega proračuna, ali kako pač? Krajevna skupnost ima v bistvu razdelano financiranje strani občine. Ta stalna sredstva, ki jih po odloku dobimo, so definirana pravzaprav samo za zimsko službo in vzdrževanje cest. Je nekaj obratovalnih stroškov, pa namen je za prireditve, pisarniški material, ampak glavnina je pa namenjena za zimsko službo in vzdrževanje, redno. Kar pomeni, da tukaj ta sredstva ne prenesejo nobenega investicijskega vzdrževanja, kaj šele namenjanje teh sredstev za neke druge projekte. Se pravi, vse, kar storimo oziroma na naši infrastrukturi izgradimo, dodelamo, je v bistvu zgolj to, če je zima prizanesljiva ali pa če krajani stopijo skupaj, pa da potem z neko finančno injekcijo tudi se pravi od samih krajanov. Tako kot se je pot proti cerkvi recimo uredila, na takšne manjše stvari. Za kakšen večji projekt je pa zgolj predlog krajevne skupnosti,
potem je pa občina tista, ki ga odobri ali ga pa ne odobri. Tako. In ostaneš na predlogih, ne? Predlogi oziroma kasneje mora biti umestitev v proračun. Ker je pa največkrat Velik projekt. ali pa dolga čakalna vrsta, ne? Ker so tudi še druge krajevne skupnosti, ki Normalno, imajo seveda. podobne. Recimo ne govorijo za manj zdaj Kisovcev Razdrto pri Zagorju, ne? Ja, Veš zakaj, ne? žal tako je. Zaradi te zelo prometne ceste, ki je res v slabem stanju. No, skozi Izlake se bo umestila tudi kolesarska pot, to je naslednji projekt. Sicer smo še teh projektov tudi s strani občine že kar naposlušali v zadnjih letih, mogoče se bova kakšnega dotaknila, ki potem ni bil realiziran ali pa v bistveno zmanjšani meri. No, in eden takšnih projektov je temeljni kamen je postavljen, Primož Roglič je bil zraven, ko so ga postavili, ime tudi že kolesarska pot Primoža Rogliča, ampak šla bo skozi Izlake tudi dobršen del ob tej glavni cesti, ki je na najbolj prometnih, in mene je groza, ko pomislim, kaj se lahko zgodi na cesti, kjer je omejitev 90, govorim pa o Zelencu, torej preden prideš v Kisovec ali pa do tovarne Siporex, kjer bo kolesarska pot prečkala cesto. Ja, mi smo, se pravi, ko je občina pristopila k tem projektu, smo vse krajevne skupnosti, katere ta projekt zadeva, dobili idejno zasnovo v pregled in prošnjo, da podamo predloge. Dejansko ta skrb je bila že takrat izpostavljena, mi smo predlagali nadvoz. Že tako bo most čez Medijo potreben, ne? Seveda, ampak ta del v Zelencu je pa dejansko, tam je temno, nepregledno, ovinek je, pa regionalna cesta z omejitvijo 90. Že zdaj imamo težave, zato ker je malo nižje dol proti Kisovcu, na obeh straneh avtobusno postajališče, zopet brez prehoda, pa otroci hodijo, prečkajo, je bilo že velikrat zelo natesno. Se pravi, zdaj pa praktično... Zdaj bo pa še tam šla čez, pri Rogličevem ovinku, ne? Še eno dodatno mesto, kjer lahko pride do nesreče. Ali pa dva dodatna mesta, ne? To se nam res ne zdi neka taka rešitev, sploh ne za zdajšnje čase, glede na to, da vidimo, da kolesarske steze se gradijo in recimo Ljubljana, Šenčur gradijo nadvoze za kolesarsko čez avtocesto. Se da, ne? Res, da malce več stane, ampak to v primerjavi z izgubo človeškega življenja je to mačji kašelj, ne? Neprimerljivo, ja. Seveda, ko smo že pri tej kolesarski stezi, ti si v tem mandatu si tudi občinski svetnik kar problematiziral nalaganje materiala od Vidmarja proti ob nekdanji cesti, ki je peljala na Loke v Kisovcu, nalaganje materijala ob Mediji. Bolj kot ne, je še vedno isto, ampak tam smo vsi videli, ne, da bo speljana tista kolesarska pot po stari cesti, ne bo, ne? Ne, dejansko tisti del trase je kar naenkrat dobil drugo pot, tako da gre zdaj čez tako imenovan Repnik. V hribe, ne? V hrib, ja. Kar zna biti kar težava. Ja, dejansko ideja teh kolesarskih poti je, da so dostopne za vse, ne. Se pravi, tukaj pa moram reči, da bo tudi infrastrukturni projekt. Saj vemo, da od Špara pa proti cesti na Repnik je vzpon plus sama trasa nekje ne omogoča širjenja same relacije. Ne, tako da kar bolj preprosto bi bilo, ne, po stari, je pa to zemljišče zdaj prodano, ne? Tako, tudi lepša trasa bi bila tam po stari cesti, odmikaš se od regionalke, zopet izogneš se še enem prečkanju regionalne ceste. Seveda, nekateri zdaj to upravičujejo tudi na občini, da bo tam zdaj poskrbljeno, da bo kakšen prehod za pešce ali pa krožišče. Mogoče, ja.
Ampak za kakšno ceno, na primer, a ne? Tako. Omenil sem tudi nekatere druge projekte, ki so jih v zadnjih letih, ki smo se jih naposlušali, recimo Premogov kristal, nova knjižnica v stavbi, kjer je nekdaj bil Integral, ne, v Zagorju. Potem 2 nova bloka, ne, na tej Kidričevi cesti, nič od tega. Potem tudi izgradnja bazena, kjer je bil bazen Selo, wellness centra, tudi razpis je že bil, nič od tega, še več, izgubili smo Medijske Toplice, izgubili smo potem ta bazen Selo, izgubili smo pa tudi letno zimsko oziroma pokrito kopališče oziroma bazen v domu starejših na Izlakah, ga ni več, ne, oziroma je prazen. Ta topliška šola, tam se je govorilo, da se bo tudi zgradil bazen, ne, da bo to in sploh. Nič od tega. Prenovljena sicer je bila, ne, ampak. Ja, pa so takrat dejali, da statično ni več primerna, ne. Takrat se spomnim na tisti razpravi, da bo nova, da se podre, nova zgradi. Zdaj ni tako. Ja, jaz mislim, da naša občina se je v začetku izredno lepo razvijala in sledila trendu, tukaj je res verjetno veliko doprineslo tudi zapiranje rudnika, ampak potem pa se mi zdi, da so začeli te željeni projekti oziroma potrebni projekti nekako zastajati. Šola oziroma telovadnica v Toplicah je en tipičen primer tega. O njej smo se pogovarjali recimo že na prejšnjih volitvah, je bil to nov biser, ampak na koncu samo... Zagorski biser, ne? Tabla postavljena, ki tudi ni zastonj, ne? Ne, na koncu pač table so zginile in jaz sem zelo vesel, da so vsaj dobili prenovljeno telovadnico, res, ker tam res ni bilo več primerno za šolarje. Seveda so pa še vedno omejeni, se pravi, sama sanacija telovadnice ni prinesla, ni rešila zdaj prostorske stiske. Res je vse novo, ampak ni garderobe so sicer v manjši obliki, ni pa nekega prostora recimo za rekvizite. In dejansko je to omejeno. Pa ni bazena, ne? Pa tudi bazena ne, čeprav recimo meni osebno neko umestitev bazena tam prostorsko nekako ne gre skupaj. In mislim, da je tudi ta težava pri nas, ker neke ideje se urbanistično pojavijo, potem pa mešamo zopet obrtniške cone, pa se potem kar zgradi hiša in prihaja tudi potem do konflikta med podjetniki, zasebnimi lastniki. Jaz mislim, da bi bila lepš izvedljiva neka enotna strategija, se pravi, v redu, tukaj imamo obrtništvo, normalno sama dolina ne dopušča neke večje industrije oziroma bog ne daj kakšne težke industrije, ampak same lokacije bi bile pa lahko bolj enotno povezane, se pravi, tukaj imamo podjetništvo, tukaj so prostori namenjeni za izgradnjo bivalnih hiš, več stanovanjskih objektov, tudi določene infrastrukture, tako so se prej dotaknila knjižnice, tako naprej. No, omenil se že umestitev kakšne nove gradnje v neko področje. Tudi o tem se je že v tem mandatu kar precej razpravljalo tudi v občinskem svetu, govorim pa za novo gradnjo, ki naj bi se zgodila na področju Repnika, recimo nekako nad osnovno šolo Toneta Okrogarja. Kolikor vem, po tistih posnetkih je tudi zagorski župan nekako stal za tem, ne, da je tam varno. Ampak jaz sem se kar precej pogovarjal s tistimi ljudmi tam, pa tudi velikokrat tam tečem. Ta teren je mlaka, ne, moker, in umestiti tam izkop za neko hišo, zdaj pa so težave, ne? Ja. Plus. Ta teren tukaj je že po nekih pogovorih, ki sem jih tudi jaz imel tako, recimo, na neki prijateljski ravni,
je vedno bil tak vlažen. In to je, ampak z nekimi ukrepi, bi rekel, z nekimi drenažami in tako naprej so to zadevo umirili, ampak vsi tam okrog so vedeli, da je pač to bolj močvirnato in je pač ta zadeva tako stala. Nihče ni tam gradil, ne? Ne. Ob cesti ja, ker naj bi bilo tam trda tla, trda osnova, više pa ne. No, potem smo dobili pa občinski svetniki na mizo predlog za spremembo namembnosti oziroma umestitev novih gradenj na tem področju. In ja, takrat je dejansko kolega izrazil zaskrbljenje in je vprašal. Sem te kolega iz vrst SLS, ne? Ja, tako, to je bil gospod Boštjan Ocepek. In je tudi dobil odgovor, da pač, da ravno zaradi takšnih vprašanj ne bi prihajali do še večjih, kako bi rekel, še večjih vprašanj in podvprašanj. Nosijo osebe z imeni in priimki na občini odgovornost za to, da so se prav podatki pravilni, da je geološko pravilno bila stvar razdelana in da je to povsem varno. Pokazalo se je? Ja, dejansko gradnja se je začela in se je odtrgal plaz. Ampak dejansko zdaj ta razsežnost je šla od ceste pa vse do vrha. So razpoke. Zdaj jaz... Pokrito s polivinilom, ne? Tako. Seveda, kaj je prvo? Prvo je strah obstoječih stanovalcev tam okrog. Pa jih je kar nekaj, tudi nekaj novih gradenj, tam spodaj, pod cesto? Imamo v bistvu na celem predelu, plus pod cesto, ker vemo, ko se enkrat takšna velika gmota zapelje, mislim, da je v naši občini vsem jasno, kaj se je zgodilo na Roardiju. Recimo, da zdaj cesta nekako, ki je bolj utrjena, to drži. Ja. Po drugi strani pa treba zdaj gledati pa tudi stisko teh kupcev zemljišča, se pravi investitorjev. Nekdo jim je jamčil? Marsikdo je vse svoje življenjske prihranke vložil v to, da v tem zgradil svojo hišo. Zdaj se je pa stvar ustavila. Ne samo ustavila, vložili so že svoje finance, zdaj pa vprašanje, kaj bo. Ampak zadevo bo tudi treba sanirati. No in o tej problematiki bi včasih pričakoval tudi kakšno izjavo za javnost oziroma poslano novinarjem tudi strani občine. Pri kakšnih uspelih projektih smo tega novinarji deležni, dobimo. Eden takih je bil tudi šola na prostem. Kako je šlo s to šolo? To pa govorimo v šolskem igrišču oziroma otroškem igrišču na Narofu, se reče na Izlakah, nasproti krajevne skupnosti nekako, ne? Ja, to zemljišče je v bistvu že dlje časa v lasti krajevne skupnosti. Bilo je podarjeno, se pravi ravno za namen igrišča za otroke. In ta ideja je v bistvu zrasla na enem izmed sestankov v šoli, na svetu zavoda. Smo se priključili ideji izgradnje pač učilnice na prostem. Se pravi, šola je podala pobudo, da bodo na Mlinšah iskali primerno mesto, da bi zgradili učilnico na prostem. Verjetno tudi zaradi teh COVID časov, ne? Tako, COVID časov plus vse bolj se zdaj stremi k tem, da tudi učenci gibajo vmes, da je tudi učenje malo bolj sproščeno. In jaz sem takrat seveda pač začutil neko željo po tem in nek interes in sem rekel, da če je pa to tako, pa pač lahko, glede na to, da sem tudi predstavnik v svetu zavoda in predsednik krajevne skupnosti, sem rekel, da pa pač bi pa lahko tudi na Izlakah vpletli to zgodbo. Zraven je prisoten tudi vrtec, sploh vrtec zelo veliko koristi to igrišče. In potem smo... Torej sestanek Darje Rakovič vrtec, Uroš Burgar šola, ti in... Borut Novšak kot športno društvo Trimus, pa jaz kot predstavnik krajevne skupnosti. Smo se dobili najprej na enem neformalnem sestanku, smo stvari malo predebatirali, zrisali in pobudo poslali na občino, gospe Tatjani Podbregar. Ta zadeva je bila potrjena, potem smo se skupaj z županom dobili tudi na samem terenu, pa s projektantom, so zrisali idejno zasnovo, mi smo predloge podali in potem je stvar stekla. Seveda,
tukaj je veliko bilo dejansko vloženega potem lastnega časa. Mi smo takrat Pismo na hitro prišle, ne? Ja, zelo hitro. Ti si bil po službi. Tako, potem smo se tisti petek zjutraj na hitro zorganizirali, razložili, postavili glih tako, da zadeva ni bila nevarna. Ti si vešč tudi ne samo vožnje tovornjaka, ne? Ja, smo potem kar se zorganizirali, z bagarjem smo skopali, uredili podlogo. Ja. Včasih kakšno stvar najlažje premakneš sam, seveda ne moreš biti povsod. In ste to postorili, potem je pa prišla izjava za javnost, ne? Že prej, ko smo samo razložili, ker smo rekli, bomo to preko vikenda uredili, mi gremo svojim, kako bi rekel, jaz nazaj v službo, prav tako ostali, na kar pride že po mailu izjava za javnost, občina Zagorje poskrbela za ureditev igrišča, učilnice na prostem. Smo bili, moram reči, da kar malo presenečeni, no. Tako da tukaj sem bil pol tudi, moram reči, da sem bil pa jaz tisti, ki sem vso stvar malo umiril, da nisem takoj odreagiral, ampak je potem od našega spletnega medija kasneje prišla tudi pobuda, če bi želeli dati izjavo, da pa so mogoče zdaj skozi vso to zadevo, ko smo jo pa mi pol samo iniciativno peljali skozi delovno akcijo, pa videli, da pa stvar mogoče ni bila čist tako, kot je bilo predstavljeno. Da ste tudi vi sodelovali, tako, pri tem. Zdaj je ta učilnica na prostem. Tako, ja. Pozim se ne uporablja toliko? Ampak tudi kar otroci, če ne drugega, zdaj služi za odložiti kakšen nahrbtnik ali pa kaj takega. Tako da je dejansko v uporabi celo leto. Je v uporabi. Tukaj bi jaz želel samo eno stvar dodati, ko jo mogoče marsikdo ne razume. Ni važno, kdo si na koncu vleče zasluge. Važno je, da je neka stvar narejena z dobro voljo in za vse nas. Ker pač vse delovanje občine, to ni uspeh posameznika. To je dejansko povezovanje skupnosti pa spravi. No in v tem primeru se to vidi, ne? Tako. Ekipa, ki je to zavihala rokave, ne? Tako. In to postorila. No, seveda na Izlakah, Izlake so znane tudi po Pontokvan klubu, ne? Ker je te klubu Pontokvan Izlake, ki Izlake imajo svetovnega prvaka, ne? Se ni prvi, ampak že drugič, ne? Tilen Zajc, ponosen glede na to, da prihajaš ravno iz tega športa, pa verjetno tudi mojster prvi, drugi dan tega športa. Tretji dan celo, aha. Ampak iz sorodnega kluba v Zagorju. Sorodnega kluba v Zagorju, tako je. Ampak tako je, nekako nepisano večno rivalstvo med dvema kluboma, ampak v samem bitu oziroma osnovi prihajamo vsi iz iste šole. Daniela Ponda, pa Aleza Miklavčiča. In seveda Srečota Rozmana. Tukaj je treba povedati, da dejansko smo mi vsi generacije oziroma njihovi učenci. In lepo je videti, recimo, ko sem jaz bil še aktiven tekmovalec, ko je bil dejansko Tilen še otrok, kako potem, recimo, kako izrastel zdaj enega zelo vrhunskega športnika, na katerega smo lahko dejansko vsi ponosni. In tako da treba je tukaj nameniti pozornost in omogočati tudi razvoj tega športa. In tudi športa sicer, ne, dolga leta se je govorilo tudi, da bo na tem travniku ob krajevni skupnosti, ob stavbi krajevne skupnosti stavila tudi neka večnamenska dvorana. Tudi sama telovadnica na Izlakah je že kar precej stara. Se kaj govori v kakšni prenovi? O sami novi telovadnici ni v bistvu govora. Je pa tukaj velik trud zdajšnjega ravnatelja, da pride vsaj do energetske sanacije. Uspel je doseči, da so vsaj potrdili strani občine, da so lahko obrezali borovce, ki so tam zraven, ker so tudi mašili same odtoke strehe. Je pa res potrebna energetska sanacija. Pač to je stara gradnja. Si poleg so še, ne? Ja, plus vsi vemo, da je čelna fasada stekla od vrha do tal
Tako da je tudi finančna obremenitev samega ogrevanja zelo visoka, ne. Treba je povedati tudi, da na Izlakah prostovoljno gasilsko društvo obeležuje okroglo obletnico. Kakšno? 100 let delovanja. So pa v prostorih, ki jim ne omogoča niti v bistvu parkiranja nekega primernega vozila za takšno društvo. S tako bogato tradicijo. Tako. Kaj šele, da dejansko gasilski dom nima dvorišča, se pravi, tukaj bi mogel biti tudi zavarovan izvoz intervencijski. Treba jih je pa pohvaliti tudi v tem COVID času, v tistem prvem valu, ne, kako so prostovoljno delali. Naše gasilce je treba res zelo pohvaliti. Vedno so kakšne poplave. Tako. Oni ne zbirajo tukaj politične opcije, ampak delajo. Tako je. In pomagajo. Večino časa jim ne namenja nobene pozornosti, kaj šele nekih finančnih sredstev, ampak takrat, ko je pa treba, so pa vedno tam in vedno prvi in vedno za ljudi. Tako da jaz jim tukaj lahko rečem res vse pohvale in zahvala za delovanje. Tako da. No, ti si se na Izlake priselil iz Zagorja, mama Kisočanka, jaz iz Kisovca, ne. Verjetno tu živiva, jesen svojega življenja bova pa verjetno oba preživela v domu starejših občanov Polde Eberl. Ja. Tudi lepo deluje, ne? Lepo. Pa še do nekih sredstev je prišel, ne? Ja, je zgleden dom, res sploh tudi v samem slovenskem prostoru. Mogoče je le ta malo grenak priokus zaprtje njihovega bazena. Stroški povezano. Zaposleni tam so dejansko zelo strokovno usposobljeni tudi za fizioterapijo in delovno terapijo v vodi in tako naprej. Starejšim to omogoča v tako imenovani jeseni življenja, ne, dodatno rekreacijo, razgibavanje. Pa tudi za zunanje, potem, ko se enkrat znebimo tega COVID časa. Jaz bi tukaj rad poudaril, da recimo starejši sin je tukaj bil na plavalnem tečaju. Pri Olafu, ne? Tako je. In to je bila super zadeva. In tudi nek doprinos samemu domu. Zdaj občina, zagorska občina praktično nima možnosti opisnevanja, kar se plavanja tiče, ne? Tako. Nimamo nikjer. Nikjer ni kapacitet, kjer bi lahko tudi šole izvajale. Mogoče predlog na občino, da kaj postori, lahko občina tu kaj postori, glede na to, da je to javni zavod. Javni zavod seveda spada bolj kot ne pod investiranje strani države. Je pa mogoče občina tista, katera pa lahko predlaga, poda pobudo. Ki ima večjo težo kot krajevna skupnost, ne? Če da še takrat, ko je občina. prišlo do zaprtja, smo se mi usedli, bil sem tudi na sestanku, tudi z Olafom smo želeli še kakšno drugo mnenje pridobiti, da bi mogoče pristopili korak naproti. Pa žal takrat ni bilo nekega interesa, tudi jaz kasneje sem bil sam na sestanku kot dobro sodelovanje med krajevno skupnostjo in domom starejših občanov, pa je tudi tema nanesla na bazen, ampak pač ni nekega interesa, da bi ta stvar zaživela. Žal, no, me res žalosti. So pa pridobili nekaj evropska sredstva za neke druge prenove, adaptacije v samem domu? Ja, saj dom dejansko je kar uspešen pri pridobivanju teh sredstev. Mogoče bo pa kdaj Evropska unija razpisala tudi sredstva za recimo športne in rekreacijske dejavnosti, ne? Tako. Pa upam. Bo mogoče bazen še kdaj deloval, ne? Če že Medijske Toplice, ne? Kako je delati v občinskem svetu? Je to razdeljeno na opozicijo, pozicijo? Zdaj županova lista Zagorje gre naprej, ima večino. Torej, lahko sprejema dobesedno karkoli, ne? Seveda, v številu svetnikov ima večino. Zdaj, 25 vas je, ne? Tako, 25 nas je, ampak zavedati se je treba, da recimo delovanje samega občinskega sveta v Zagorju, v občini Zagorje ob Savi je vseeno majčkeno drugačno kot recimo v sosednji občini
ali kje drugje. Ne. Tukaj je dejansko neka homogenost, se pravi, vse smo vsak po svojih kanalih prišli v občinski svet, ampak glavni interes je, da želimo nekaj več oziroma nekaj dobrega za vse nas. Mogoče ta sestava zdaj, ki je, se pravi, bom rekel tako v opoziciji recimo, nas sedi kar velika večina mlajših in mogoče v nekih primerih, kjer se pogovarjamo o kakšnih projektih, spremembah, vsaj tak občutek sem jaz dobil, določeni predlogi nekako niso dobro sprejeti. Se pravi, Se smatra kot se smatrajo kot nasprotovanje. Ne? Ni vsaka kritika oziroma vsak predlog, ki je drugačen, namenjen samo zato, da bi bili proti. In tukaj bi mogli narediti en korak naprej in sprejeti to drugačnost oziroma to neko drugo energijo in bi mogoče tudi določeni projekti zaživeli drugače. Meni na začetku, jaz prej nisem imel nobene, bi rekel, politične kilometrine ali kakorkoli, pač preprosto krajan, želiš nekaj dobrega za svojo okolico in ko se loviš oziroma tipaš teren, kako stvar diha, se moraš potem kar malo prekaliti pa navaditi določenih napadov, očitkov, čeprav želiš samo dobro. Ne. Omenil si neka nova energija mladih, ko se je Matjaž Švagan, zdajšnji župan, pred 7 mandati prvič pojavil kot župan, je bil mlad. Je mogoče čas za spremembe tudi na samem županskem mestu? Sam sicer zagovarjam maksimalno 2 mandata, to sem večkrat javno povedal, potem pa mogoče 3. se malo odpočiti, pa mogoče na 4. spet kandidirati, da pride do menjave. Pač pri nas tako ni. Govori pa se kar precej, da si ti eden tistih, ki bi lahko šel na to pota kandidirati za župana. Ja, ta ideja ni izključena. Tudi moram reči, da velikokrat me sprašujejo, kaj mislim o tej ideji oziroma kaj pa bi, če bi. Se pravi, možnosti... Se ne bojiš tega izziva? Ne, glede na to, kar sem doživel recimo zdaj tukaj v samem svetu krajevne skupnosti, pa v občinskem svetu... Tudi mogoče v službi? Jaz že tako ali tako delujem v bistvu v službi, ker sem večino časa s kadrom, s strankami, se pravi, vem, kako naprimer kaj je potrebno storiti, da je pač nek posel zaključen oziroma kako pomemben je tisti človeški vidik komuniciranja in razporejanja nekih nalog s kadrom, se pravi, ker je veliko človeškega faktorja. Ti delaš v podjetju, ki se ukvarja s prevozništvom. S prevozništvom, tako. In tudi kako je potrebno sprejemati kompromise v nekem pridobivanju oziroma v nekem skrbništvu nekega posla z partnerjem. Se pravi, te partnerski odnosi oziroma te povezave, komunikacija, tako da teh stvari mene dejansko ni strah. Edina stvar, ki je tukaj pomembna, je v bistvu, da je tudi podpora strani družine, ker ta funkcija zahteva pač določeno razumevanje. Nikakor ni to funkcija, ker se zdaj spet nekako pojavlja v javnosti, je pa težnja bila državnega sveta, da bi bila ta funkcija spet lahko funkcija župana združljiva, tako kot je bila nekoč z poslancem. Jaz mislim, da če želiš biti dober župan, moraš pač biti župan in to stvar opravljati na tak način. Ker že tako, ker smo recimo mi občinski svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti, potem še v odborih in hkrati
opravljamo svojo službo, ne, je to kar težko. Marsikdo tega ne razume. Se pravi, si v službi od jutra do popoldne, popoldne pa namenjaš še svoj prosti čas za občinske zadeve. Ne. In tudi določene zadeve, moram reči, niso združljive nekako z načinom. Vemo, da so te funkcije prostovoljne, ne. Ne upošteva se pa naprimer pri sklicevanju določenih sestankov, naprimer tega, da mogoče pa nismo vsi v tistem času na sestanku še vedno v službi, kot bi rekel, na občini. Ne. Se pravi, da moramo še vedno nekje dokončati stvari. In tukaj se recimo pozna, ko so kakšni sestanki ob 12, ob 1, ko so sklicani, ne vem, 3 dni pred samim sestankom. Tako da tukaj je res potrebno, da si pač z glavo pri stvari. No, ti si v občinski svet prišel, pa tudi član si, mislim, da tudi soustanovitelj občinskega odbora LMŠ, stranke Liste Marjana Šarca. Zdaj, kaj bo prevagalo, če se boš na koncu odločil za kandidaturo, to, da te stranka podpre ali tudi mogoče širša javnost, tisti, ki te zdaj nekako nagovarjajo, ne? Dejansko prva stvar, ki je pomembna, je tukaj, se pravi, družina. Skupna odločitev družine. To je prvo. Druga stvar pa, sej je zaslediti, ampak jaz dejansko stvar peljem večinoma na svojem imenu. Podpora stranke seveda je pomembna. Predvsem mi je všeč to, ker ne vsiljujejo nekih ideoloških zadev, ampak mi pustijo recimo peljati odločitve oziroma smer, seveda v skladu z etičnim kodeksom, ki ga imamo. To mi je ena stvar, katera je zelo pomembna. Hkrati pa pustijo, da se izvajajo projekti oziroma način dela, ki je v občini Zagorje ob Savi. Se pravi, ker je ta ideologija same stranke tudi ta, da pač mi, ki smo v tej lokalni skupnosti, poznamo želje in težave te lokalne skupnosti. Mogoče me lahko popraviš, se ne strinjam z mano, ampak v javnosti se v zadnjih letih, kar se prej ni, govori, nekoč je bilo Trbovlje središče Zasavja, potem dolga leta nekako Zagorje. Zdaj se mi pa zdi, da se v Zagorju več dogaja, več novih stvari odpira, več pripravlja za kakšne nove podjetniške pobude, od steklarne do trgovskega centra, ne, ki je zrasel na pogorišču recimo strojne tovarne Trbovlje. Nekako bolj tiho, ampak se dogaja. Se mi zdi, da nekako Zagorje stagnira. Kakšen je tvoj pogled? Če sem iskren, pa živim v občini Zagorje ob Savi, jaz mislim, da nas je recimo sosednja občina kar dodobra prehtela. Se pravi, da niso obstali na starih lovorikah, ampak so šli z razvojem naprej. Sej ne rečem, da se v Zagorju ne dogaja nič, ampak mogoče smo majčkeno samo upehali, pa rabimo na novo zajeti sapo, pa mogoče s svežo energijo zapeljati določene projekte naprej. Jih najprej dokončati, odprte, potem pa se lotiti predvsem infrastrukturnih težav. Ki so velike, ne? V naši občini je, bodimo iskreni, zelo, zelo veliko cest takšnih, ki so popolnoma neprimerne. Da si Bog usmili, ne? Ja. Tukaj, kar imamo mi tukaj makadama, dvomim, da ga lahko primerimo še kje. Ali pa asfalta, ki je že skoraj makadam, ne? Ja. Čeprav se velikokrat v šali rečem, ne, vsak slab asfalt je boljši kot dober makadam, ampak to ni izgovorno.
treba je vedeti, da tudi veliko imamo plazov, ceste so neprehodne, ljudje pa tam živijo. Večina njih se že tako ali tako recimo ukvarja s kmetijstvom, ki vemo, da je za našo zasavsko lego zelo težko prigaran kruh, potem pa še infrastruktura ni primerna, da bi jim olajšala določene zadeve. Občine imajo kar nekako dogovor z nekaterimi tudi lokalnimi mediji, nekako letne pogodbe. Se ti zdi, da tudi zaradi tega mogoče ta kritičen pogled na določene stvari v občini ne pridejo v javnost? Bolj kot ne, ljudje sami ugotovijo, če gre teč, da res tečejo po slabih cestah, ne, govorim to izven naselij, ne, da je tudi to mogoče vprašljivo financiranje. Seveda je financiranje. Občina skrbi za določeno obveščanje javnosti, ampak jaz tukaj bolj vidim tudi težavo samih medijev, da ne znajo najti tistega kompromisa, novinarskega kompromisa o objektivnem poročanju o teh zadevah. Ne? Pa verjetno je na državi podobno, ne? Vse je podobno povsod, ampak to je problem. No? Tudi krajani bi bili mogoče veseli, tudi kakšne recimo kritike ali pa mogoče slabše informacije, ki bi jim pa olajšala mogoče, ne vem, če kdaj je kakšna cesta zaprta, obvoz in kakšno hitrejšo rešitev, kakorkoli. Tudi prek medijev je lahko pritisk potem tudi na občino, da se potem na občine, ne govorim zdaj samo za Gorski, da se kakšna stvar vendarle hitrejše uredi. Na splošno gledano. Jaz mislim, da bi tukaj ne bi smeli gledati predvsem na to, kdo se bo komu zameril ali pa kdo bo komu všečen. Ali bo zaradi tega manj denarja, ne? Pač žal treba je stvari povedati tako, kot so. Ne? In recimo jaz na ta način gledam tako, pač če stvar ni v redu, je treba na to opozoriti. Pa sem velikokrat dobil potem bumerang, kaj, zakaj, kako, kdo pa si ti, da lahko o tem govoriš. Ampak saj, če stopimo ven, vidimo, kaj je. No, včasih, ne, daleč nazaj, ko so umeščali tudi kakšno gradnjo, kakšne ceste ali pa železnico, ne, ob Savi, so tiste arhitekte oziroma tiste, ki so to risali, poslali na teren, da so lokalno prebivalstvo vprašali, kaj pa stoletne vode, kako poplave, plazovi, in so umestili, in če zdaj pogledaš, železniška proga ni nikoli poplavljena, cesta, ki smo jo pa let kasneje zgradili, so pa poplavljene. Verjetno ravno zaradi tega, ker je preveč tega dela kar v pisarnah. Treba iti na teren. Tam je edina prava informacija. In neke stvari papir prenese, ampak sama umestitev v prostor, dejavniki, ki posledično pridejo zraven, pa pač v pisarni ne morejo biti razviti. In je treba potrkati na kakšna vrata, pa vprašati, tako. Ti, kaj pa tu? Predvsem izkušnje tistih, ki tam živijo, pomenijo veliko. In to pa je verjetno delo v krajevni skupnosti, greš na pijačo, pa te krajan sreča in ti reče, ti pojdi z mano, zapelji se na tisto cesto, ne? Zdaj to je tako, ne? Tudi sam recimo, prej navada je bila tukaj, pisarna je bila vedno odprta celo dopoldne, ampak sam vpogled, vidik, kaj je dejansko narobe, je pa najlažje tudi rešiti na samem terenu. Se pokliče na telefon in... Tako se dogovorimo, vzamem si čas, grem pogledati in stvar speljemo. Bi pa rad tukaj tudi povedal, da večina vseh je razumnih, navkljub to, da za določene stvari čakajo, prosijo že desetletja, ker je žalostno, se pa najdejo izjeme, katere pa mislijo, da zdaj, ko si pač predstavnik krajevne skupnosti, da so pa kar tvoji lastniki in da moram pa reči, že par je pa takih, ki pa
se kljub svojim letom pa tudi ne znajo čist prav obnašati. No. Ampak to je pa splošni problem v Sloveniji, se mi zdi, v zadnjih letih. Ja. Ne vem, mogoče marsikdo izgubi stik z realnostjo in pozabi na to, da smo tudi mi pač preprosto prostovoljno tukaj zato, da nekaj storimo in da smo v bistvu vsi v istem košu. Ne? Tvoj pogled ob koncu pogovora na stanje v državi, 30 let je, ker imamo državo, malce mlajša je kot ti. Ja. Jaz, ko sem se lotil te lokalne politike, sem rekel, ne bom se ukvarjal z državno politiko, me pa vsa ta trenutna situacija zadnjih nekaj let, ker tako zelo žalosti. Mislim, da pa se ne bom zdaj dotikal same politike, ampak žalosti me v smislu, da imamo svojo državo, ampak se mi zdi, da v javnosti z raznimi temi zaradi medijev in določenih vplivov država zgublja tisto energijo, ki jo bi mogli vsi čutiti v srcu. Ne? Zdaj, jaz sem ponosen na našo državo, kakorkoli, naša je. In tukaj bi mogli določene zadeve, kjer so že bile ali zaradi katerih se vlečejo neke stare stvari iz preteklosti, bi mogli preprosto pustiti jim mesto v zgodovini in iti skupaj naprej. Jaz upam, no, da bom, jaz, ki sem še pač mlad, da bom dočakal, da bomo tudi sami Slovenci, ki smo pravi narod, ki imamo tisto hrbtenico, ki se nismo dali niti pred okupatorji, niti še prej v srednjem veku, kakorkoli, da smo si izborili svojo državo, da bomo znali tudi temu primerno peljati naprej. Kako boš praznoval božično-novoletne praznike doma? Nekaj še v službi, vemo, da tujina je še kar aktivna, ampak vzel si bom čas pač v krogu domačih, tako da... Imaš že kaj športnih naslednikov doma v krogu družine? Ja, malo ne, no, ampak se pravim, jaz nisem želel nobenega siliti po mojih stopinjah, tako da zdaj, glede na to, da sta vrteč pa osnovna šola, ima dam prosto pot še za enkrat, da si najdete. Fanta, punčka? Oba par imam. Par. Mojster, ne? Mogoče še, glede na to, da je res čas, predpraznični čas, kakšno sporočilo, voščilo krajanom, Zagorjanom, Slovencem. Imaš priložnost? Ja, ob prihajajočih praznikih želim vsem skupaj, pravi Zlačanom, Zagorjanom, tudi celi Sloveniji, predvsem mirne praznike v krogu domačih, da bomo pozabili na tegobe, ki nas pestijo okrog epidemije in znali v miru stopiti v leto 2022, ki upam in želim, da nam bo prineslo malo lepše leto. Hvala za vse, kar si povedal. Tudi tebi želim lepo praznovanje. Vam pa vse lepo in srečno.